Druga tema vezana na sedanjo vlogo Slovenije v Evropski uniji je evropska perspektiva Srbije. Slovenija je pozdravila demokratične predsedniške volitve v Srbiji. Prvi krog je potekal v skladu z vsemi demokratičnimi pravili. V drugem krogu bodo državljanke in državljani Srbije odločali o programih dveh kandidatov, ki sta dobila največ glasov. Ob tem gre tudi za precej jasno izbiro med različnimi potmi, ki jih oba kandidata ponujata v prihodnosti oziroma za prihodnost te države. Evropska pot je po našem prepričanju edina pozitivna alternativa. Ta usmeritev v Srbiji zelo pomembno vpliva tudi na podobne cilje ostalih držav Zahodnega Balkana, vezanih na evropsko perspektivo. In z tega vidika so te volitve pomembne ne samo za državljanke in državljane Srbije, ampak tudi za celotno regijo Zahodnega Balkana oziroma za njeno perspektivo in stabilnost. Slovenija se trudi, da bi znotraj Evropske unije prepričala ostale države članice, da se tudi v tem času nadaljuje z nekaterimi koraki, ki bi okrepili ta evropska pričakovanja državljank in državljanov Srbije. Najpomembnejši korak v tej smeri bi bil podpis sporazuma o pridružitvi in stabilizaciji. O tem še ni popolnega soglasja. Delamo na tem. Ključna ovira je vprašanje, ali Srbija polno sodeluje z Haaškim sodiščem. Tudi Slovenija se strinja s tem, da je to pogoj za približevanje Srbije Evropski uniji, vendar pa je po našem mnenju tukaj treba biti fair in enake faze ali pa enak pristop pri oceni, ali neka država sodeluje z Haaškim tribunalom ali ne, uporabljati za vse države kandidatke enako. Torej, tudi če bi bil ta sporazum podpisan, to ne pomeni, da je s tem Srbija odvezana te zaveze polnega sodelovanja. Nasprotno, tudi ta pogoj je pomemben ne samo za Srbijo, ampak za stabilnost, za mir in spravo v celotni regiji Zahodnega Balkana.